Lep pozdrav v avgustu, kaj nam zvezde prinašajo. Merkur je še vedno retrograden do 11. avgusta, tako da ni še čas za nove začetke. 7. avgusta pride Mars v tehnico, kar pomeni, da bo več volje za ureditev odnosov. 9. avgusta se dovrši polna luna v Vodnarju, čas bo za praznovanje, za svobodo, za prijatelje in druženje. Potem se 11. avgusta obrne Merkur v direktno smer in sprosti akcijo v načrtovanja, v nove aktivnosti. 22. avgusta pride Sonce v znamenje Device in nas malo poštima, da postanemo bolj odgovorni, prizemljeni. Potem se dovrši 23. avgusta Mlaj v Devici in takrat se potem resnično začnejo pripravljati nove stvari, začnemo razmišljati o jeseni, o šoli, o novih načrtih, ki prihajajo. In pa 25. avgusta pa se zgodi sprememba, Venera pride v znamenje Leva in še podaljša dopustniško zapeljevanje, dopustniško čutenje. Tako da ne bo energija Device prevzela celotnega poletja. V avgustu ovni pričakujte ukvarjanje z odnosi. Odnosi so tisti, ki so vaše darilo v avgustu, tako da ovni ne pobegnite od drugega, ne pobegnite od svojih partnerjev, prijateljev, znancev. Odnosi so vam temeljni. S tem, ko pride Mars v znamenje tehnice, bo tudi prišel čas, da uredite še tako problematične odnose, tako da tako polni luni, kot tudi potem v Mlaju so za vas odnosi najpomembnejši in s to energijo boste tudi nekako štartali v vsako pogovarjanje, vsak dialog. Biki, imate lepo priložnost, da se v avgustu še nekako potapljate v energije ljubezni, strasti. Venera je še v Raku, tako da boste usmerjeni v dom, družino, pa tudi iskrice strasti, flirtanje čez robove, se pravi čez meje doma. Tako da, če ste samski, idealno, da najdete sorodno dušo, če ste vezani, pa pazljivo, da ne prekoračite meje in ne izgubite svojih domačih, ki vam zaupajo. Venera v Raku je dramatična, ker je zraven tudi Jupiter, se vam zna zgoditi, da vas odnese, še posebej 12. avgusta, ko bosta Venera in Jupiter skupaj delovala, se pravi 12. avgust je tisti, ko bo višek romantike poletnega dopustovanja in biki pazljivo. Dvojčki, imate v mesecu avgustu priložnost videti, kako je, če ste briljantno bistri, če ste hitri v komunikaciji, lahko celo prehitri. Uran v vašem znamenju bo namreč aktiven, začutili boste, da lahko vse naredite, vse rečete, vse zmorete, tako da polna luna vam bo podprla potovanja, izobraževanja, druga polovica meseca pa bo usmerjena bolj v filozofijo življenja, v učenje in tudi v iskanje globine svoje strasti, globine tega, kar si želite res strastno začeti. Tako da dvojčki, imate dobro povezavo, ne glede na to, da je Merkur retrograden, vaš vladar, vas Uran ven vleče iz tega, da niste zaspani, da niste pretirano umirjeni ali zaprti. Raki, imate najlepše dneve svojega življenja. Venera in Jupiter v vašem znamenju vam bosta dajala odlično podporo, vsa darila, vso ljubezen lahko vam je v bistvu dana na pladnju, lahko jo sprejmete, lahko se z njo igrate ali poročite, se pravi, variante za ljubezen so neomejene, če le želite narediti spremembo v tej smeri. Tako da, Raki, uživajte življenje, kajti to so lepa darila vašega zvezdnih vplivov in prvi in drugi del meseca je optimističen, tako da je treba samo slediti usodi, ne se bojevati z okolico, samo sledite lepim energijam in si dovolite uživati življenje ter ga na novo postaviti iz teh novih energij.
Levi boste pomembni v mesecu avgustu, sonce je do 22. še v vašem znamenju, prav tako Merkur v retrogradni fazi je v vašem znamenju, kar pomeni, da doživljate neke aha momente, lahko tudi prepoznavate določene slabe vplive iz okolice, ki se jim potem izognete, tako da Levi boste imeli tako prvi kot v drugem delu poletja, meseca avgusta, več vpliva na prijatelje, znance, kot na karkoli drugega. Želeli si boste družbe in imeli jo boste, kjerkoli se boste pojavili, boste imeli magnetni privlak in nič vam ne bo težko, z lahkoto boste urejevali odnose, tudi tiste, ki so vam manj pri srcu, vse bo po vaše, kaj ti razmislili ste, kaj si želite in to boste potem tudi sproščeno uveljavili. Device imate v mesecu avgustu priložnost narediti večje preboje. Ob polni luni je namreč v vašem znamenju še vedno južni vozel in ob polni luni bo jasno prišlo na plano, kaj so vaši skriti motivi, kaj je tisto, kar vas iza glave nekaj muči. Prepoznali boste svoje stare vzorce ali pretekle vzorce in jih tudi začeli osvobajati. Retrogradni Merkur vam je pomagal to osvoboditi oziroma prepoznati in po 11. avgustu boste lažje zadihali, se postavili bolj na novo, kljub temu, da ne bo avgust, tudi druga polovica, ko pride sonce v vaše znamenje, ne bo ravno tak, da bi na polno štartali, kajti mlaj v vašem znamenju se dovrši v 12. hiši, kar pomeni v stiku s sabo, v stiku s svojo dušo, v stiku s tem, kar zares želite na novo postaviti, najprej odnos do sebe. In to se bo v avgustu zgodilo, tako da boste v september in na jesen štartali z mirom v sebi, z eno sproščenostjo in predvsem z nenadnimi spremembami, ki vas bodo presenetile ravno iz tega, da boste točno vedeli, da ste v stiku s sabo, pa vseeno se bo okoli vse živo dogajalo, a vi boste mirni dalje. Tehnice boste v avgustu prišle do več volje, kajti Mars pride v vaše znamenje, kar pomeni, da boste našli rešitve za vse tisto, kar se vam do zdaj ni ljubilo narediti. Aktivne boste za svoje življenje, želeli boste urediti ne samo odnose, ampak vse tisto, kar je čakalo. Ker je Venera v raku, boste flirtale, iskale pozornost, tudi urejevale družino, dom in poskrbele za svojega partnerja. Če ste samske, sedaj v avgustu, po 11. avgustu je čas, da najdete boljšo polovico, če si seveda to želite. Druga polovica meseca bo aktivna, veliko boste na terenu, več boste v fizični kondiciji, okrepilo se vam bo zdravje, imele boste priložnost komunicirati vse navzven, tako da boste zadovoljni sabo in življenjem, tako da ne boste želeli, da se jesen hitro začne in boste zavlačevali avgustovsko razpoloženje, kolikor se bo dalo. Škorpijoni boste imeli zanimivo avgustovsko obdobje, kajti želeli boste urediti nekatere materialne dobrine, upirali se boste naravni logiki in boste želeli stvari postaviti po svoje. To vam bo deloma uspelo, deloma ne, kajti Pluton, vaš vladar je v vodnarju in ima močno povezavo z Merkurjem, z retrogradnim Merkurjem, zato je pomembno, da najprej vi prepoznate tiste vzorce, ki vas vlečejo nazaj, ali vzorce, ki jih želite uveljaviti na druge, pa se drugi ne strinjajo. Tako da bo nekaj konfliktov vezano predvsem na materialne dobrine, v drugi polovici meseca lahko tudi vezano na brate, sestre, na vašo okolico, kjer boste trmasto vztrajali pri svojem in lahko, da se bo dobro speljalo, če boste izhajali iz lastne sreče, iz lastnega zadovoljstva. Če pa ste že v osnovi nesrečni, nezadovoljni, ne vztrajati pri svojem, sprostite se in dovolite, da vam bližnji pokažejo drugačne vidike, drugo perspektivo in mogoče bo priložnost za spremembo. Tako da, če ste zadovoljni, vztrajate pri svojem, če imate težave in niste zadovoljni, spustite, karkoli držite in naj vam okolica, bližnji pokažejo, kaj je tisto, kar je za vas res dobro.
Strelci, boste v avgustu romantični, odprti za darila, ogromno se vam bo dogajalo, povsod bodo simpatije, povsod boste z zadovoljstvom sprejeti, srečanja bodo vesela, zadovoljna, kamorkoli boste prišli, boste prinesli dobro energijo druženja, tako da če ste samski, lahko najdete še posebej 12. avgusta, lahko najdete dušo dvojčico, sorodno dušo ali simpatijo, odvisno kakšne namere imate glede odnosov, ampak strelci, Jupiter je v znamenju raka in 12. avgusta je Venera zraven, kar pomeni, da je čas, da se odprete darilom ljubezni, tudi finančnim darilom, zavisi od tega, kakšna notranja ljubezen do sebe je v vas. Ali ste odprti za materialne dobrine ali za čustvene darove, to boste videli 12. avgusta. Zanimivo za strelce je tudi to, da konec avgusta boste odprti za spremembe, edini, ki boste res sledili usodi, vsi ostali se bodo zapletli v svoje načrte, v svoje obljube, v svoje misli, vi pa boste odprto sledili usodi in se pustili presenetiti, kar bo pozitivno delovalo v mnogih primerih. Samo aktivirajte se in konec meseca nosite več rdeče, vijolične barve, ki vam bo okrepila to povezavo. Kozorogi, boste imeli v mesecu avgustu temeljno nalogo urediti svoje fizične temelje, svoj dom, svoje energije, tudi v odnosih. Saturn je v znamenju ovna, vaš vladar je v ovnu, kar pomeni, da imate moč, imate voljo in tudi predvsem odprtost, da se stvari spremenijo. In pa tudi v drugi polovici meseca avgusta boste predvsem odprti za spremembe drugih do vas, se pravi, še vedno bojo spremembe v odnosih, ampak boste začeli opažati, da vas drugi vidijo drugače, odprti boste za ljubezen, za darila, za tiste spremembe, ki si jih niste niti več upali o njih razmišljati. Tako da, kozorogi, ljubezen je v vaši bližini, dovolite samo, da se ta intenzivna notranja napetost, ki ste jo imeli še iz preteklosti, sprosti, da zadihate in da si zares začnete sodelovati s humorjem, sproščenostjo in sproti, da ne zadržujete sprememb, ampak da sproti komunicirate. Vodnari, boste srečni v avgustu, polna luna v vašem znamenju vam bo prinesla srečo, ogromno podpore, veliko dogajanje bo navzven, prijateljstvo bo v razcvetu in tudi nekateri načrti, v katerih niste razmišljali, se bodo hitro realizirali. V drugi polovici avgusta pa boste vodnari predvsem usmerjeni v kreativnost, čutili boste moč in željo, da postavite stvari na novo in to vam bo uspelo s pomočjo zunanjih sodelavcev, prijateljev, znancev, kajti v vašem znamenju je Pluton, ki bo spodbudil Venero v raku, da se boste lažje pokazali navzven, torej pritegnili prave ljudi v pravem času. Ne bodite sramežljivi, pokažite svojo strast, svojo moč in se postavite ne samo zase, ampak tudi za vse tisto, v kar verjamete. Ribe, boste v avgustu predvsem delovne, zadnje, kar bi ribe želele slišati, ampak dejstvo je, da imate podporo, da postavite svojo službo, svoje poslanstvo na novo, da postavite svoje energije res v prave tirnice, tako da bo, ne glede na druge vplive, bo predvsem vaša vloga, da ste glavna vodilna sila v vašem poslu, v vaši službi. To bo tako začetku kot konec avgusta, pri tem, da si boste dovolili v odnosih se zabavati, izražati tisto, kar si želite in tudi dosegle večje rezultate. Vaš vladar Neptun je retrograden v znamenju ovna, tako da boste doživeli eno takšno podporo v smislu stika z ljudmi, srčnosti z ljudmi in to vas bo veselilo in še bolj usmerjalo vaše pravo poslanstvo. Tako da, ribe, če ste načrtovali ležerno avgustovsko dopustovanje, ne bo preveč od tega. Pišite si ideje, tudi če ste na dopustu, kajti odličen čas je, da postavite kariero na prvo mesto in resnično napredujete. Hvala vsem za pozornost, srečno, bila sem Andreja z vami, astrologinja in energijska raziskovalka. Srečno!